Lepo pozdravljeni iz Slovenskega etnografskega muzeja. Danes bi vam radi pokazali nekaj tipov rovašev, ki jih hranimo v naših zbirkah. Rovaši so sicer tak univerzalen pripomoček za beleženje raznih podatkov, predvsem iz obdobja, ko ljudje še niso bili v zadostni meri pismeni. Torej, na Slovenskem so bili v rabi različni tipi rovašev in tudi njihove funkcije so bile zelo različne. Tako smo s pomočjo rovašev, recimo, so ljudje volili, glasovali, vodili evidenco o opravljenem delu, o dolgovih. Skratka, danes pa vam bom predstavila 4 tipe rovašev. Torej, tukajle je brentarska palica. To je pravzaprav edini tip rovaša, ki se je ponekod na Slovenskem ohranil vse do danes. In sicer tale rovaš je izpred druge svetovne vojne. Uporabljali so ga in ga ponekod še vedno uporabljajo za ob trgatvi, in sicer s pomočjo zares na tem rovašu označujejo količine nabranega grozdja, ki ga merijo po brentah. S to palico pa si tudi pomagajo obiralci grozdja pri hoji. Potem tukajle vidite primer rovaša iz Bele krajine. Tam so bili tovrstni rovaši v rabi v soseskih zidanicah. V te zidanice so člani soseske prispevali vsak določeno količino vina, ponekod tudi žita, potem pa so tekom leta to vino izposojali ali ga prodajali in so potem s pomočjo teh rovašev, ki jih vidimo tukaj, vodili evidenco, kdo si je sposodil koliko vina oziroma žita, zato da so ga potem ob naslednji letini lahko pač tudi vrnili. Potem so bili rovaši razširjeni tudi med raznimi obrtniki kot dokazilo o prevzemu blaga. Tukajle na primer vidimo tako ponazorilo valjarskega rovaša. Skratka, ko je nek kmet prinesel valjat svoje blago, je en košček, pač pol tega rovaša dobil v dokaz, da je oddal material on, drugo polovico pa je mojster zapičil oziroma nekako pritrdil pač v oddani material. In potem, ko je bilo delo opravljeno, je lastnik pač dokazal lastništvo svojega materiala s pomočjo tovrstnega rovaša. Potem zanimiva raba rovašev je bila tudi v zahodni Sloveniji. Tam so bili to tako imenovani žrebalni rovaši, in sicer so s pomočjo tovrstnih rovašev so med vaško skupnost delili skupne pridelke. Lahko je bil to, ne vem, lahko je bilo to listje, lahko je bil to les. Da ne bi prišlo med domačini do kakšnih nesporazumov, da je nekdo dobil več, drugi manj, so pač en delček tega rovaša so dali recimo pod kup lesa. Te manjše dele pa so dali v klobuk ali pa v kakšno posodo in so potem člani vaške skupnosti žrebali in vsak je dobil potem tisti kup, recimo drv, kateremu je pač pripadal ta košček rovaša. No, ostale tipe rovašev pa si lahko ogledate na naši prvi stalni razstavi Med naravo in kulturo.